Sistem kaznovanja v slovenskih zaporih zagotovo sledi rehabilitaciji in resocializaciji. V tem delu so zelo pomembni poklici pomoči. To se pravi, da izhajamo iz konkretne zaprte osebe, ugotavljamo potrebe in tveganja in temu primeren osebni načrt prestajanja kazni skupaj z zaprto osebo izdelamo in ga potem v največji meri skušamo realizirati. Zagotovo lahko z izvajanjem programov obravnave in povezovanjem z našo varnostno službo zagotavljamo neko celostno obravnavo zaprtih oseb. Skrb za varnost v zavodu in resocializacija zaprtih oseb sta zelo tesno povezani. Tako za varnost kot za uspešno resocializacijo je potrebna pozitivna socialna klima. Korektni, spoštljivi odnosi med zaprtimi in zaposlenimi predstavljajo temelj varnega in pa spodbudnega okolja, kjer se potem lahko uspešno odvijajo programi resocializacije. Pravosodni policisti smo skupaj z zaprtimi osebami 24 ur na dan, zato se velikokrat znajdemo v različnih vlogah. Pogosto moramo zaprtim osebam tudi nuditi nek ustrezen suport, kadar so v stiski. Nekako zagotavljamo varnost v največji meri s komunikacijo in z odnosom, ne? Ja, tukaj v zaporu moram reči, da dejansko sem pričakovala večji bav, kakor je, no. Moram reči, da sem bila dobro sprejeta tukaj, tako da se kar v redu počutim, tudi delam in jaz sem ful zadovoljna s tem. In kar se tiče pogovorov in podpore tukaj, se mi zdi, da je dosti, no. Mislim, jaz osebno sama pri sebi vidim, ko hočem delati na sebi, imam res ful enih priložnostih. Da prideš do teh ugodnosti, da hodiš ven, pa to moraš tudi nekaj pokazati, ne. Pač ne moreš glih kar naprej kakšne sankcije imeti, pa to, ker pač pol ne dobiš teh ugodnosti. Jaz sem imela srečo, da sem bila s strani sodišča dana na odprti oddelek. Sam sem se pa vseeno pogodila, da imam pač daljšo kazen za to, ne. Ampak, glej, tako pa saj za druge stvari pol uporabim te ugodnosti. Tako da.